Uteži z masama 600 gramov in 400 gramov sta pritrjeni na konca vrvi preko lahkega škripca, kot kaže slika. Zanima nas, s kolikšnim pospeškom se gibljeta uteži in kolikšna je sila vrvi. Naloge se bomo najprej lotili tako, da bomo na našo skico dorisali še naše sile. In sicer, na prvo telo deluje sila teže, ki je usmerjena navpično navzdol. Označimo jo z F, G in dodamo indeks 1. Na naše drugo telo ravno tako deluje sila teže navpično navzdol. Označimo jo z F, G in dodamo indeks 2, saj gre za drugo telo. Poleg tega pa na obe telesi deluje tudi sila vrvi. In sicer navpično navzgor, FV, ravno tako pa na drugo telo navpično navzgor. Sili v vrvi sta enaki, saj sta povezani preko škripca in uteži pa napenjata to vrv. Da lahko določimo, kakšen bo pospešek pri gibanju našega sistema, si moramo najprej pogledati, kolikšna bo rezultanta vseh teh sil. Pa si pogledamo. Rezultantov sil označimo s črko F in sicer na prvo telo bo navpično navzdol delovala sila teže. In navpično navzgor sila vrvi. To silo moramo odšteti, ker ima nasprotno smer. Na drugi strani škripca, ker smo na drugi strani, bomo pisali minus, pa ravno tako, sila teže deluje navpično navzdol, to je sila teže drugega telesa. In navpično navzgor sila vrvi, ki pa ima nasprotno smer kot sila teže, zato pred silo vrvi napišemo minus. Ko tole poenostavimo, FG1 minus sila vrvi, minus sila teže drugega telesa, minus in minus nam bosta pa dala plus FV. Sila vrvi je enako velika na obeh straneh, zato tole lahko kar odštejemo. Tako pa dobimo, da je naša rezultanta sil enaka razliki sil tež teh dveh teles. Po drugi strani pa nam drugi Newtonov zakon pove, da je naša rezultanta enaka masi in pa pospešku celotnega sistema. Torej, bo tudi tole masa celotnega sistema. To pa je m krat a. Zdaj pa zapisamo najprej, kakšni bosta sili teže. Sili teže prvega telesa bo masa 1 krat g minus sila teže drugega telesa bo masa 2 krat gravitacijski pospešek. In to je enako, naš m smo rekli, da bo celotna masa sistema, torej vsota obeh dveh mas. m1 plus m2 krat pospešek. Sistema bomo iz te enačbe ven izrazili a. A je masa prvega telesa krat gravitacijski pospešek minus masa drugega telesa krat gravitacijski pospešek vlomljeno z vsoto dveh mas, torej z maso celotnega sistema. Vstavimo podatke. Masa prvega telesa je 0,6 kg krat 10 metrov na sekundo na kvadrat minus masa drugega telesa 0,4 kg krat 10 metrov na sekundo na kvadrat pomeno z vsoto obeh mas 0,6 kg plus 0,4 kg pa ravno 1 kg. Torej 1 kg.
rezultat je 0,6 krat 10 je 6, 0,4 krat 10 je 4, 6 minus 4 bo enako 2, to je 2 metra na sekundo na kvadrat, se 7 kg pokrajšajo.